Lep pozdrav. Danes imam dva zelo zanimiva sogovornika iz dveh zelo oddaljenih držav. Sergeja Slapničar je profesorica ekonomije na Brisbanski univerzi v Avstraliji. Anže Smole pa je diplomirani biotehnolog, zdaj tudi doktor znanosti, ki dela v ZDA na zelo ugledni univerzi v Pensilvaniji, v Filadelfiji, kjer se ukvarja z zelo zanimivo temo, razvojem celic kart za zdravljenje različnih obolenj. Lep pozdrav obema. Lep pozdrav. Lep pozdrav, hvala za vabilo. Danes smo rekli, da bi se malo pogovorili o tem, kako je v tujini v primerjavi s Slovenijo, kaj so prednosti tega v tujini, kaj tam pogrešata. Tudi sam sem bil 6 let v tujini, tako da malo poznam te razmere, sicer je zdaj že nekaj časa tega, ampak vemo, da razmere za delo so zagotovo boljše, finančne, vsekakor. So pa seveda tudi slabosti, ki vedno ne odtehtajo, in vemo, da se Slovenci zelo radi vračamo nazaj domov. Tako da mogoče, če vsak na kratko povesta, kako bi primerjala svoje delo v tujini z tem v Sloveniji, pa mogoče Sergeja ti, da od dama začneš naprej. Ja, dejansko, zakaj sem jaz šla v tujino? Ne zato, ker bi bilo tukaj boljše, ampak ker sem iskala neke osebne izzive in sicer še nadaljnji razvoj, neke nove priložnosti, nove teme, nove sodelavce za raziskovanje, in ker se mi je zmeraj zdelo, da je prav in da bi vsak akademik lahko šel malo v tujino, da bi spoznal tudi razmere drugje in potem znal doma presojati razmere bolje. Definitivno je jaz sem na univerzi v Queenslandu, to je ena izmed 5 najboljših univerz v Avstraliji in tudi na svetovnih rang lestvicah je med prvimi 50. In to je zelo intenzivna, raziskovalno intenzivna univerza. In temu so tudi podrejeni vsi procesi. Moram reči, da organizacija je dejansko zelo dobra. Tudi večja centraliziranost univerze je, vse skupaj se dogaja na enem samem zelo lepem kampusu, večja podpora skupnih služb, izobraževanj na temo, kako pridobivati grante in podobno, enoten brand univerze, s katerim se privablja tuje študente, in ti študentje plačajo 3-krat večjo šolnino kot Avstralci, okrog $30,000, tako da sigurno iz tega vidika ima univerza zelo veliko resursov, posebej pa business school, kjer jaz delam, to je pa kar 1/4 študentov na tej univerzi je iz naše šole, čeprav nas morda ne cenijo tako po raziskovalnem delu, tukaj se sigurno medicina in nekatere druge vede rangirajo dosti višje. Univerza tudi razvija COVID cepivo za COVID, vendar smo pa na nek način cash cow, tako da z tega vidika bi nas morali pa tudi zelo ceniti. Ko sem prišla sem bila deležna veliko uvajalnih seminarjev in to se mi zdi zelo dobro, tako na pedagoškem področju, in se mi zdi, da sem se precej razvila na pedagoškem področju, kar zdaj dokazuje tudi moje ocene, ki jih prejemam od študentov za pedagoško delo, pa tudi metode, ki sem jih uvedla, pa tudi na raziskovalnem delu, predvsem kako pridobivati grante in kako je univerza k temu usmerjena. Mi je bilo pa zelo všeč tukaj to, da ocenjevanje in promocija ni odvisna samo od raziskovalnega dela, čeprav pretežno je, in to je še zmeraj glavna stvar, ampak ko oddam svojo oceno dela, in to je enkrat na leto, moram pokriti tudi pedagoško področje in pa koliko prispevam s svojimi storitvami, kako prispevam k služenju univerzi, k skupnemu dobremu. In na vseh področjih moram pokazati neko inovativnost in neke ocene zunanjih ali pa mojih uporabnikov. Tako da to je na nek način bolj celovita univerza, ocena dela, in to se mi zdi zanimivo in definitivno vredno posnemanja. Lahko, se pravi, to je, če prav razumem, neka bolj kvalitativna ocena, ne temelji vse samo na točkah in na člankih. Ja, moram reči, da tudi te točke so dosti bolj kvalitativne kot pri nas, recimo, zato ker mislim, da se je ta sistem impact faktorja malo izrodil, še posebej zato, ker je toliko predatorskih revij, tako da definitivno je zelo resna ocena z vidika mojih predstojnikov, v katerih revijah objavljam, katere revije so sploh dovoljene, in tukaj zelo visoke so postavljena merila, samo dejansko v A-star journalih lahko objavljamo v top ali pa največ to, kar je po Sloveniji pri nas nekje 4. in 3. nivo, ne pa 2. in 1. nivo impact faktorjev. In te točke so zelo pomembne,
prva stvar je kljub vsemu raziskovalno delo, ampak tudi na pedagoškem področju, naprimer, ne moreš biti imenovan v profesorja, če nisi pokazal nekih sposobnosti in tudi predajanja pedagoških praks drugim, naprimer po pisanju študijskih primerov, po pisanju člankov ali pa kakšnih inovativnih metodah, ki jih uvajaš, ali pa razvoju kurikuluma in podobno. In ta del je kvalitativen, moram pa reči, da je presoja zelo resna. Jaz sem že po ne vem koliko mesecih mogla prvo svoje poročilo oddati, ki je bilo 27 strani in potem so me ocenjevali od našega vodstva, tukaj Business Schoola do dekana, kjer smo tri fakultete skupaj, pravna, biznis in ekonomija. In moram reči, zelo resna, tudi kvalitativna ocena in tudi povratne informacije, na katerih področjih moram še naprej se izboljševati, ne pa tako kot pri nas, ko dejansko nimaš povratnih informacij, samo da ne, ko greš na habilitacijsko komisijo. Anže, ti si pa aktiven raziskovalec, tako da bolj raziskovalno delaš, ne pedagoško? Ja, res je. Jaz sem po izobrazbi imunolog in delam na področju razumevanja imunskega sistema. Najbolj se pa ukvarjam z razvojem naprednih celičnih imunoterapij, predvsem za zdravljenje raka in tudi ostalih resnih bolezni, in delam na University of Pennsylvania School of Medicine, kjer je recimo vodja našega centra dr. Karl Jun. On je pravzaprav oče celične imunoterapije in je res to okolje za področje, ki mene zanima, pravzaprav ne bi moglo biti boljše nikjer na svetu, kot je tukaj. Ker se tudi ilustrira s tem, da se Filadelfiji reče, kot analogija Silicon Valley reče Silicon Valley. In raziskave, ki jih pa jaz tukaj vodim, oziroma projekte, so pa osredotočeni na razvoj naslednje generacije teh terapij, da bi delale tudi v recimo oblikah raka in resnih bolezni, kjer zdaj trenutne terapije ne delujejo. In zdaj, če bi nekako primerjal recimo s Slovenijo, pa ZDA je recimo ena stvar, ki definitivno lahko rečem, da se izjemne raziskovalce, kreativne, super ljudi spoznal in imel privilegij z njimi delati tako v Sloveniji, kot pač v Ameriki. Tako da mi zdi, to je izjemno na obeh področjih. In pri profesorju Jerali fenomenalen laboratorij v Sloveniji, brez dvoma. Če sem potem nadaljeval kariero, ker me je zelo zanimala bazična imunologija in celična imunoterapija, pač pa na University of Pennsylvania, kjer je to res top lokacija na celem svetu. In kar se tiče samih raziskav, to je ogromen center, kjer so res vsa najmodernejša oprema, vsa znanja zbrana skupaj. Ampak recimo jaz, kjer vidim mogoče pa največjo razliko med ZDA pa Slovenijo, pa mogoče ne bom niti rekel razliko, ampak stvari, ki so tukaj take, da bi se bilo vredno po njih zgledovati, je pa to, da se tukaj vedno v profesionalnem, pa tudi v osebnem smislu dela tako, da se išče najprej skupne interese. Se pravi, kako en drugega lahko podpiramo, kako en drugemu lahko pomagamo. Pač moj uspeh je tvoj uspeh, tvoj uspeh je moj uspeh. In to se mi zdi ena zelo, zelo pomembna zadeva, tako konceptualno, kako day to day življenja poteka. In jasno se tudi v profesionalnem okolju to pozna. Kar se pa tiče recimo čisto raziskovalnega dela, se mi pa zdi ena fenomenalna zadeva tukaj naslednja. Namreč, da če si zelo ambiciozen raziskovalec, pa če si uspešen, pa če si moralno, etično človek z visokimi načeli in če ljudje radi s tabo delajo, recimo po postdoku privzeta pot, da greš samostojno pot, da postaneš vodja laboratorija, gradiš svoj program, svoj tim. In jaz mislim, da je to za raziskovalce ključna zadeva, zato ker vsi v raziskavah delamo za lastno dušo in v tem pogledu rabiš kreativno svobodo in šele takrat si lahko izkoristiš svoj potencial in največ prispevaš k družbi in državi. Tako da to mislim, da je ena velika prednost, da je v Ameriki default pod to. Kar se mi zdi pa fenomenalna prednost, če zaključim s tem odgovor na to vprašanje, recimo Slovenije, pa to, da je pa majhna in to je v bistvu zelo velika prednost, ker imaš priložnost graditi zelo pristne, avtentične odnose, graditi na zaupanju in res nekako, lahko res gradiš odlične odnose, ki dolgotrajno skupaj delaš in gradiš za skupne cilje. Tako da, vse tega se moramo zavedati v Sloveniji, da je treba skupaj držati, en drugemu pomagati, ker smo majhni, pa zelo kreativni, inovativni in fenomenalni, da je skupaj treba držati, da smo lahko
da bomo konkurenčni, recimo v ostalim državam, pa da bo nas lepa prihodnost čaka še lepša za naše otroke pa prihodnost. Ja, to se zelo strinjam. Tudi jaz mislim, da je kar problem, da ne znamo dobro sodelovati v Sloveniji, ne, da dostikrat rajši ne sodelujemo, kot da bi videli neke skupne koristi od tega, in tukaj mislim, da bi res mogli se na tem izboljšati, tako znotraj univerze, na posameznih fakultetah, povezati fakultete med sabo. Jaz mislim, da je tukaj tudi za taka povezovanja ogromno možnosti. Članice univerze pa morda tudi bolj tesnejše povezovanje z inštituti, da bi Slovenija, vemo, da je toliko majhna, da vsi skupaj smo za en velik, recimo nemški inštitut ali pa za eno veliko ameriško univerzo, tako da bi mogli tukaj dejansko te moči združiti, da bi bolj bili uspešni. Kaj pa čisto materialne zadeve za delo? Anže, v Ameriki so tudi verjetno precej različne, ne? Vsaj po mojih izkušnjah, ko sem preživel pred skoraj 20 leti, 3 leta, tam je bilo tudi precej lažje delati v ZDA kot v Sloveniji. Ja, mislim, jaz imam izkušnje res iz verjetno ene najboljših raziskovalnih institucij na celem svetu, ne, tako da tukaj imaš na voljo vse, kar želiš, in imaš občutek, da je mogoče čisto vse, da je samo tvoja kreativnost pa ideje, da omejujejo tvoj uspeh, tako da ja, glede tega res je. Ja. Vse, kar rabiš, je na voljo. Ja. V Sloveniji vemo, da v zadnjih letih govorimo precej o begu možganov, da ljudje odhajajo v tujino, mladi, tudi zaradi tega, ker jim ne nudimo pravih kariernih možnosti. Recimo tudi ta sistem, ki si ga omenil, vodja laboratorija, principal investigator, je relativno omejen v Sloveniji. Zdaj jaz tukaj vidim en problem, da ga imamo, ne? Mi mladim iz tujine ponujamo predvsem 3-letne ARRS projekte, relativno nizko financiranje, 100.000 evrov na leto, in zelo težko nekoga, ki gradi kariero v tujini, bomo prepričali, da ne pride za ta zelo nezanesljiv denar naprej, tako da verjetno bi mogli več delati na tem, da bi se ustanavljale nove programske skupine, da bi nekako pridobivali stabilno financiranje za take mlade, če bi hoteli vrniti se v Slovenijo. Kaj vidva mislita, kako gledata iz tujine na ta problem? Mogoče spet Sergeja naprej. Bom jaz povedala od svojega stališča, čeprav jaz nisem ne mlada, nisem mlada, torej ne morem po sebi povedati, bom za sebe povedala. Ja, resursi, viri so sigurno problem in koliko ustvarimo. Recimo, kot sem rekla, ta univerza ogromno ustvari s šolninami, pa tudi država bogato podpira univerzo pa raziskovalna prizadevanja. Kot je govoril Anže, s tem si bi strinjali, v mojem prvem letu je bilo tudi tako razkošno, ampak zdaj, odkar je pa COVID, se je pa zelo na tej univerzi usahnilo število tujih študentov, kar za četrtino, in zaradi tega imamo pa totalno radikalno stabilizacijo, če se spomnimo tega izraza, in smo v bistvu zelo na kratkem z resursi raziskovalnimi, verjetno pa to ni povsod enako, zato ker jaz pač ne delam v laboratoriju, ampak imam cenejši tip raziskav tukaj. Tako da se je univerza zdaj zelo naslonila na to, da bi pridobivali projekte v gospodarstvu, in potem tudi to niso tako zanesljivi in trajni viri, ker so to viri, ki trajajo in so vezani na nek projekt. Kar se tiče vračanja mladih, sem razmišljala, pa tudi vračanja starejših, ker tudi veliko slovenskih profesorjev je v tujini in mi smo povezani zdaj, ena izmed organizacij, ki je ASEF, ki se je začela v Ameriki, ki se je začela kot združenje profesorjev slovenskih v Ameriki, Jure Leskovec je bil med ustanovitelji, se mi zdi, in še nekaj drugih. In ti so nas recimo lani povezali, tudi mi, ki smo v Avstraliji pa v Novi Zelandiji, razširili so to mrežo, da bi sprejemali slovenske študente na prakso, potem se ti študentje vrnejo z nekim znanjem in se ustvarjajo te povezave, kamor bi mladi ljudje potem kasneje res sploh lahko šli na postdoke. To se mi zdi odlična priložnost. Kar se tiče vračanja, naprimer, jaz se želim vrniti iz osebnih razlogov in moram reči, da je bila univerza zelo velikodušna in da mi je omogočila, da se bom vrnila, v roku 3 let se lahko vrnem, ker imam suspens, in to so omogočili tudi nekaterim drugim profesorjem iz moje fakultete, tako da moram reči, da naša univerza, čeprav nima resursov, da se znajde in da marsikaj z dobro voljo tudi reši. In tukaj, naprimer, je pa vse skupaj dosti bolj rigidno, ko sem govorila o centralizaciji, organizacija je boljša, ampak včasih tudi veliko bolj rigidna in zahteva veliko administracije. Zdaj pa, če pa kdo pretrgal popkovino Slovenijo, potem me pa zanima, če so sploh kakšni razpisi, da bi se lahko vrnil na mesto, recimo raziskovalca ali pa pedagoga oziroma združena funkcija raziskovalca in pedagoga. Jaz osebno mislim, da razpisov ni veliko, v tem času sploh ne, pa če so že, da so dostikrat
morda, da se preferira domače vzgojene raziskovalce od nekega profesorja in njegovega doktorskega študenta. Tako da kako naj se vrnejo domači raziskovalci, predvsem mladi, če ni razpisov za službe, na katere bi se lahko prijavljali. Naša univerza je glede razpisov po moje precej zaprta. Nimamo dejanskih pravih mednarodnih razpisov, kjer bi na svetovnem trgu iskali najboljše ljudi in s tem nimamo nobenega prepiha, da bi prišle nove ideje tudi v Slovenijo, ne samo kot vračanje Slovencev, ampak tudi ljudi, ki so zunaj študirali, ker mislim, da so danes ljudje tako fleksibilni, še posebej ta COVID nas je naredil še bolj fleksibilne, da ljudje vidijo lahko te stvari tudi kot izziv, ker Slovenija je zdaj postala zelo popularna dežela, vsak Avstralec skoraj jo pozna in mi reče, da si tja želi vrniti. Tako da mnogi si želijo vrniti in zaradi družinske situacije ali pa ravno družinska situacija jih drži, da se ne morejo vrniti. Kako bi pa lahko bolj sistematično spodbujali to? Ne vem, plača, tukaj so omejitve in vedno bodo, zato ker plača v tujini je veliko boljša, naprimer jaz imam zdaj dosti boljšo plačo, po drugi strani se pa tudi zavedam, kaj lahko s to plačo kupam. Najemnine so veliko dražje, v Slovenijo se želim vračati k družini, sinovom plačujem univerzo, tako da dejansko vse to ni primerljivo in v Sloveniji večkrat pozabimo na to, kaj pri nas vse zastonj. Mislim, da bi v Sloveniji mi lahko malo sprostili resursov na enem področju, in sicer, da bi omogočali raziskovalcem, ki se vračajo, atraktivno delo na ta način, da bi zaposlili profil višjega predavatelja iz gospodarstva bolj pogosto. Govorim za našo ekonomsko fakulteto. Mi dejansko smo ukinili ta profil in je težko zaposlovati in ko smo se primerjali s tujimi univerzami, smo ugotovili, da imajo tuje zelo kakovostne univerze, veliko več ljudi, ki pedagoško delo vodijo in imajo izkušnje iz gospodarstva, pa hkrati manj raziskujejo in raziskovalci se morajo sprostiti s pedagoškimi obveznostmi v večji meri, ker imajo nenormalno veliko predmetov v Sloveniji in potem bi lahko odvzeli višji predavatelji del pedagoškega predmeta in raziskovalci bi potem lahko več delali na raziskovalnem področju. Tako je pa neka uravnilovka, ne glede na kakovost raziskav, ne glede na kakovost pedagoškega dela, vsi v istem rangu enak zaslužijo in delo se pa lahko zelo razlikuje. Tukaj pa vidim, da bi lahko univerza z boljšo organizacijo dejansko sprostila resurse za prihod tujih in pa domačih raziskovalcev. Čeprav tukaj smo omejeni s plačnim sistemom javnega sektorja, ker te potiska v neke plačne razrede. Tukaj imamo že problem pri nekaterih projektih, evropski projekti, kot je recimo ERA-CHER, ne vem, če poznata ta vrsto projektov, ki so namenjeni neko dvigu raziskovalne kvalitete v določenih inštitucijah v manj razvitih državah, kamor spada seveda tudi Slovenija, in osnovni namen je, da pridobiš nekega zelo uglednega raziskovalca, ampak v Sloveniji je to takoj problem, ker mu lahko ponudiš plačo po plačnem sistemu, ki je definitivno precej nižja, kot je v podobnih inštitucijah drugje po Evropi. Tako da par projektov, ko smo dobili, v glavnem se je končalo s tem, da se skuša dobiti kakšne, ki so upokojeni, pa potem pridejo iz svojega hobija še malo delati v Slovenijo. Dejansko nekoga na vrhuncu kariere težko pridobiš. Za tujce govorimo, Slovenci pa seveda, ker smo navezani, je pa to potem lažje, pa verjetno tudi to malo spregledamo. Jaz se zavedam, da imamo mi ta plačni sistem in ravno zaradi tega sem rekla, da bi lahko z metodo višjih predavateljev pedagoško razbremenili tiste, ki so recimo redni profesori ali pa izredni profesori ali pa tudi docente, ki zelo veliko na tem področju delajo, da bi dejansko obremenili pedagoško bolj te in potem njim vsaj čas sprostili, ker mislim, da je ta motivacija ni dejansko samo od denarja odvisna, ampak tudi od tega, kako pravično plačilo dobiš, glede na vloženo delo. In tukaj se mi zdi, da potem uravnilovka lahko demotivira. Ja, glede tujcev se pa strinjamo, oni pa za te plače ne bodo prišli in to se je zaostrilo, ker v preteklosti se je še nekako dalo to urediti, ampak zdaj se pa ne da več. Jaz mislim to, kar je Sergeja zdaj pa zelo tehtni razmisleki v zvezi s tem. Jaz spet ne, če se nanašam na svoje izkušnje iz Amerike, zdaj kako se mi zdi mislim, da se navezuje pravzaprav na moj prvi odgovor. Tukaj res se mi zdi, da je sistem sam družbe, ki zelo aktivno spodbuja, podpira, pa tudi ustrezno nagrajuje izjemnost, pa inovativnost, pa da si ti čim boljši, kar lahko si.
ker razumejo, ne, da vsak človek, če res dela za srečo, če ima vse pogoje, bo največ lahko prispeval nazaj v družino. To, ker da je vse, kar bo naredil, da bo korist za celo družbo in za bodoče generacije in otroke. Tako da mislim, da je to ena stvar, ki je zelo, zelo uspešna v Ameriki, je pa gotovo tudi veliko v ostalih državah. Zdaj ne vem točno, kako je to v Sloveniji, ampak se mi zdi, vsekakor se velja zgledovati po te zadevah. In zdaj, če se pa recimo zdaj to navežem spet na raziskave, se pravi na prav basic research, pa to, s čimer se jaz ukvarjam, kaj je bilo tvoje vprašanje, Gregor, ne, na začetku, kako mogoče privabiti čim več Slovencev nazaj, ali pa recimo tudi tujcev, ne? Ja. Jaz mislim, da je treba recimo Slovencem, ki so v tujini, pa ki so v tujini se izkazali, da so izjemno uspešni v tujini, da so ambiciozni, da imajo sposobnost vodenja, ne? Zadeve, pa, da so res lahko, kako bi rekel, dobri državljani, ki bodo sposobni prispevati, ne, zadeve, in zelo strokovni na svojem področju. Jim je pač treba omogočiti v Sloveniji, ko se vrnejo, da grejo zelo hitro na vodilno pozicijo in da razvijajo samostojno pot, razvijajo svoj tim, svoje ideje, mentoriranje, ne, samostojno financirajo vse te zadeve. Mislim, zdaj ne vem, če ilustriram, kako je to v Ameriki, ko končaš postdoka spet, če si uspešen pa ambiciozen, je eno ime, ki ne vem, ali ste v Sloveniji to zelo poznali, ampak starting package, ne, je zadeva. To pomeni, dobiš začetno investicijo in to ne od grantov, to je od institucije, kamor greš, od univerze, kamor greš. In to recimo na mojem področju zdaj, to bo taka groba ocena recimo, je za 5 let, da dobiš $1 milijon, da dobiš lab space, dobiš osnovne resurse, dostop do core facilities, kjer se vse osnovne stvari, ki jih hočeš delati, lahko dela, da dobiš postdoka, dobiš možnost PhD študenta, tehnika recimo, ne? In ti res nekako naredijo pogoje, da lahko odlično zaštartaš. In potem je pač preprosto tako, v 5 letih se pa nekako vrednoti, a si ti to v redu izkoristil, a se je skazal, da si uspešen, da je to dobra investicija univerze bila, in če si, je to karierna pot po defaultu gre naprej. Če pa pač se ne izkažeš, moraš pa ne pač razmišljati o alternativnih zadevah, ampak preprosto gre nekako za pošten sistem, ki nekako pravzaprav po domač povem, da ja, pošten sistem je, ne, ki se nareje podpira. Tako da jaz mislim, da v Sloveniji v tem smislu je potrebno kontinuirano graditi na tem profesionalnem pristopu, v bistvu, ki bi podpiral ambiciozne ljudi, da bi bili lahko uspešni. Ja, mislim pa prispevali k družbi. Ja, to se zelo strinjam. Starting grant, to tudi poznam seveda zadevo, ne, v Ameriki je zelo, s tem, da gre tukaj za sredstva, ki jih imajo univerze same v ameriške, ne, ki imajo večinoma veliko sredstv, vsaj dobre univerze imajo veliko sredstev, ki jih pridobijo iz sodelovanja z gospodarstvom, iz patentov, s prodajo patentov in podobnih, tako da tukaj je problem, da tudi malo šepamo na tem področju, ne, tako da vsekakor tukaj mislim, da bi mogli o tem začeti razmišljati, da bo treba pa zato najti verjetno neke nove vire prihodkov, ne samo proračunske, ampak treba bolj intenzivno delati tudi na drugih. Zdaj, en vir so tudi recimo v Ameriki zelo velik, pa verjetno v Avstraliji isto, donacije diplomantov, alumnov univerze. Tukaj tudi vemo, da v Sloveniji smo še zelo daleč od tega razumevanja, da vračamo nekaj družbi, če smo uspešni v življenju. Tako da jaz mislim, da jaz tukaj vidim neke dodatne možnosti, ki bi lahko dobili novo financiranje, ne, tudi ena taka mogoče zelo malo, kako bi rekel, ideja je, da bi znotraj Evropske unije skušali uvesti nek sistem poravnave ob begu možganov, da bi države, ki prejemajo izobražene kadre iz držav, od katerih te kadri odhajajo, recimo ustanovili nek sklad, v katerega bi te države dajala sredstva in potem države, iz katerih kadre odhajajo, nekaj sredstva dobivala in bi se na ta način malo povrnilo te stroške, ki jih imajo z izobraževanjem, ne, tako da na ta način bi potem lahko začeli polniti to vrečo, v kateri bi potem lahko imeli tudi sredstva za starting grante, kar je zagotovo problem pri vračanju mladih. Ne, to, da zdaj univerza del javnega sektorja, je definitivno začel dušiti v tem smislu plačnem in vsem in organizacijskem, zato ker to se bi morali nekako spremeniti. Po drugem zakonu je univerza avtonomna, ampak
finančno je pa kot neka upravna enota postala. In dejansko to naravo dela, ki jo ima univerza, onemogoča, da samo povem, Avstralija tudi težko privabi tujce, ker je tako daleč in se vsakmu zdi, da se tako daleč od družine ne bo preselil, ampak oni plačajo potne stroške celi družini, najamejo ti pravnika, da ti permanentno vizo uredi in tako naprej. Tako da zelo gladko omogočajo prehod, da pritegnejo nekoga. In to mora biti proaktivno, to ne more se samo zgoditi. No, drugo je pa tudi to, glede jezika, naprimer mi ima se tudi, kot vidim zdaj Avstralci, dobra angleščina je tukaj jezik komunikacije, ampak v Sloveniji smo zelo rigidni. Naprimer, naša ekonomska fakulteta v Ljubljani ima trojno akreditacijo, ena najboljših svetovnih poslovnih šol, definitivno pa zelo priznana v regiji. Hkrati pa ne moramo izkoriščati preveč potenciala, ki ga imamo s temi akreditacijami, s privabljanjem tujih študentov, ki bi lahko plačevali šolnine in potem se bi to pretakalo lahko raziskave. Tako da, ampak to pa potem ta rigidnost javnega sektorja preprečuje in pa tega, da je pri nas jezik pouka v slovenščini in potem je težko postavljati programe, kjer bi omogočali prepih možganov, ne samo beg možganov, se pravi, da bi nekateri prihajali in drugi odhajali in veliko novih idej bi prišlo. Jaz moram reči, da samo to vam povem, da imam tak tim tutorjev, da smo skoraj z vseh kontinentov, razen z Afrike, ne. In zadnjič se je to zgodilo, kot zanimivost, zdaj smo imeli izpite, 500 študentov je izpite pisali pri meni, od tega jih je pol na Kitajskem. En Kitajec je napisal izpit v kitajščini. In kaj so moji tutorji naredili? Nič, popravili so ta izpit v kitajščini, ker so znali kitajsko. No, tako da to sem se kar smejala, kaj tukaj zdaj ena visoka elastičnost. Ampak ven in noter in s temi šolninami tukaj univerza zelo bogata. Tukaj to se je zelo pomembna, ki je pa po mojem delno tudi izven univerze, birokratiziranost našega sistema v Sloveniji, ker tudi vemo, da za tujce je zelo komplicirano. Vem za primer pred par leti, ko se je ena znanka, tudi raziskovalka, imela fanta, spomnim se, kje je bil fant, ampak vem, da sta na koncu ugotovila, da sta se šla poročiti na Nizozemsko, ker je bilo to najlažje za urejanje papirjev. In čisto iz tega, ker je do takih primerov, da mislim, da iz Amerike zahtevajo neko potrdilo o nekaznovanosti, ki ga Amerika sploh ne izdaja, pa take, ne, tako da tukaj imamo tudi cel kup teh birokratskih, sploh pri tujcih. Pa tudi Slovenci, ki odhajate v tujino, ne, pa tudi potem, ker moraš postati davčni rezident, pa dejansko, če nočeš, moraš presekati vse, čeprav to se zdaj nekaj govori, da ne bi se spremenilo malo, da bi omogočali tudi raziskovalcem začasno delo v tujini, pa da zaradi tega ne boš kaznovan, ampak v preteklih letih je to tudi velik problem. Jan, želite ti to nekaj dodati? Jaz sem se hotel pravzaprav navezati na eno zelo pomembno stvar, ki si jo ti omenil, to, ki si jo se pravi donacije, temu se recimo foundation grants reče, imaš NIH grants, potem so pa foundation grants, ki so dostikrat nekaj preprosto za zadevo, ki verjamejo, da je plemenit dober cilj, je ogromno denar in to, ne vem, moji kolegi imamo, vsak od nas ima kakšen ta grant praktično, iz foundation grants recimo, in se mi zdi ena stvar, ki se zdaj na univerzo nanaša, pa jaz mislim, da je to celo malo širša stvar, ki se na Slovenijo nanaša, namreč jaz vidim na University of Pennsylvania, študentje, ki so doktorirali tukaj, na katerikoli stopnji, ki grejo naprej, pač oni so ponosni, da so bili del te univerze in vidijo njihov izjemen uspeh v življenju, da so zdaj srečni zaradi tega, da so znanje dobili, so zelo hvaležni in ves čas so nekaj hvaležni, da so to preko univerze dobili in hočejo vrniti nazaj v univerzi. In tako, kot si Gregor ti rekel, alumni, to je prav zelo pogosto, da so izjemno uspešni, pač tudi zelo bogati ljudje, recimo iz University of Pennsylvania, hočejo nazaj vrniti, ker rečejo, jaz bi rad vrnil nekaj nazaj, ker jaz sem zdaj to, kar sem zaradi vas. In se mi zdi, da se to zdaj, recimo jaz iz svojega stališča imam zelo ta občutek, isto na študiju biotehnologije, potem pri doktorju Jerali, ki sem doktoral, to so stvari, ki so v meni, to se jih je treba zavedati. In moji uspehi zdaj so zaradi teh uspehov, ker so takrat ljudje vame vlagali svoj čas, energijo pa znanje. In jaz mislim, da je treba imeti zavedati se ene hvaležnosti v zvezi s tem, ampak hkrati pa, kar se tiče recimo še odnosa do univerze, so pa ponosni, da so bili del te univerze. In meni se zdi, da je pa to mogoče tudi mečkano v Sloveniji, jaz razmišljam o Ameriki. Američani so ponosni, da so Američani. On reče, jaz sem vesel, da sem Američan, meni to pomeni, jaz sem lahko srečno živim tukaj, varno, srečno življenje, podpiram družino, zato ker so hvaležni za te zvezde. Mi zdi, da tudi v Sloveniji mogoče je treba, se res je, da moramo dobri državljani biti. Recimo, če se naša to
tujino. Se mi zdi, je zelo zdravo, da gre čim več ljudi v tujino, da vidiš, kaj so stvari, recimo, ki jih lahko ti, da sebe vprašaš, kaj lahko vidiš v tujini, pa neseš v Slovenijo, da bi še boljšo Slovenijo naredil, kot je že. Ampak po drugi strani se pa tudi zavedati, kaj je pa super v Sloveniji in vedeti, da je to privilegij in si reči, spet, kaj jaz lahko naredim, da bo tako ostalo, kaj jaz lahko naredim, da bo še boljše na zvezi s tem. En tak zdrav ponos imeti, da si Slovenc, en zdrav ponos imeti, da si del Univerze v Ljubljani, inštituta v Ljubljani, pa hkrati hvaležno za vse, pa biti usmerjen v prihodnost. Kaj lahko narediš, da bo tako ostalo, pa da bo še boljše. Ja, to pripadnost bi zagotovo mogli večati, da vsekakor mislim, da je premejhna, da dostikrat tudi zaposleni ne čutimo dosti pripadnosti svoje inštitucije in tudi študenti potem, ko enkrat zapustijo univerzo, da tako kot si rekel, da tega ni, da bi mogli nekako sistemsko začeti graditi na tem, od brucev jih nekako uvajati v ta sistem, da postajajo ponosni, da na tej univerzi študirajo. Končno smo najstarejša univerza v Sloveniji, največja univerza v Sloveniji, imamo dosežke, na katere smo lahko ponosni, ki bi jih mogli bolj pogosto poudarjati in da tukaj bi mogli veliko delati na tem, se zelo strinjam. Ja. Zdaj, mladi odhajajo v tujino večinoma na lastno pest, nekaj tudi v povezavi z matično inštitucijo, in kot sta oba rekla, ta prepih znanja je zelo pomemben. V sodobnem svetu globaliziranem je zelo važno, da se mešamo med sabo, da si izmenjujemo znanje. A bi bilo smiselno, da bi skušali na Ljubljanski univerzi bolj načrtno to spodbujati, odhajanje mladih v tujino, da bi recimo pošiljali po Evropi v laboratorije, ki vemo, da so zelo uspešni pri pridobivanju evropskih projektov, in bi potem, ko bi se taki mladi vrnili nazaj v Slovenijo, bi sabo prinesli že to sodelovanje in evropski projekt, recimo. Tudi Amerika je do neke mere možno, NIH projekt lahko tudi dobiš v Slovenijo, čeprav je to nekoliko težje. Kaj mislite o tem? Mogoče Anže? Ja, to se zdaj pravzaprav spet precej nanaša na moje prejšnje odgovore na to vprašanje. Kot si rekel, jaz mislim, da je nujno, da Slovenci hodimo, da si širimo obzorja. Mislim pa, da bi moralo biti celo pogoj, pa celo nujno za ljudi, ki so v Sloveniji, pa so na vodilni funkciji, se pravi, da imajo nek vpliv na ljudi, ki z njimi delajo tako pomemben. Mislim, da bi morali biti v tujini, da so res razgledani, da razume stvari, ker tujina ti vseeno pomaga postaviti v pozicijo, da vidiš čez neke lastne ozke interese večjo sliko. Preprosto to pa prihodnost. In mislim, da to je ključno za vodilne kadre, da to vidijo. Zdaj, kar se pa tiče, kar si grejo rekel, kako to podpira. Zdaj, to pa po mojem tudi mečkan odvisno od osebnih. Zdaj, jaz mislim, da v znanosti, recimo, ko je nek tak intern drive, ki ga moraš imeti, se mi zdi, da je ena skoraj naloga, da se ti sam pozanimaš, kam bi ti rad šel, kaj bi se rad naučil, kakšna je tvoja ambicija za kariero, kje misliš, da lahko največ prispevaš. Jaz recimo sem šel čisto na lastno pest v Ameriko, sam se pozanimal, kje so tiste inštitucije, kamor bi rad, če sem se uspel zmeniti za financiranje, za vse stvari urediti. Mislim, da to je pomembna izkušnja, ki ti prvič da samozavest, da veš, da si ti na poti samostojne kariere v zvezi s tem, in hkrati, da res slediš eni samostojni poti, da te postavi v možnost, da v prihodnosti lahko gradiš lastne programe na vodilni poziciji. Ampak zdaj, kar si pa omenil, kako vsekakor pa zelo pomaga, če imaš v Sloveniji mentorja, ki bi imel take veze že v zvezi, da ti poje mogoče tukaj, da bi bilo super, sam let. Absolutno, to so zelo, zelo pozitivne stvari, brez dvoma. Če z mojega področja razmišljam, je stvar kar precej kompleksna. Naprimer, samo en primer. Vsak, ki se uredno ali že v izredno profesuro habilitira, rabi, da je pri njemu nekdo doktoriral. In to postaja kar problem, zato ker študij je drag, zahteva veliko resursov in časa in potem kandidatov ni, še posebej na določenih področjih lahko ni dovolj kandidatov. Zdaj, če dobim enega kandidata, a ga bom poslala v tujino, da bo on drugje doktoriral, potem jaz nimam nobenega kandidata, tako lahko nekdo razmišlja. Potem pa pomeni, da se morajo vrata odpreti, da tudi jaz lahko dobim kandidata iz tujine. In kako ga naj pritegnem? Pritegnem ga lahko s štipendijo, edino tako ga lahko pritegnem in tako se tudi tukaj priteguje. Jaz imam tukaj študentko iz Nove Zelandije in univerza ji je dala štipendijo. Ni druge, razen če bi to štipendijo pridobila, ampak mislim, za mene so bili ti razpisi Marie Curie, ki si omenil, zelo nedosegljivi za naše področje. Tako da ne vidim prav zelo dobro zagotovljenega tega nekakšnega pretoka mladih
kako bi sistematizirali to odhajanje v tujino. Kot sem omenila, organizacija ASEP veliko naredi na tem področju vzpostavljanja stikov, ker ljudje morajo nekoga poznati, da ga sprejme. Verjetno bodo pa ti mladi se morali tam tudi na razpise prijavljati, naj bo to postdoktorski, naj bo to študent za doktorat. In to pomeni, da bo ta mlad človek moral biti v teh mednarodnih razmerah konkurenčen, da ga bodo sploh vzeli. Ker niti slovenski profesor ne bi mogel nekoga vzeti za 2 do 3 leta, ker ga ne bi mogel sfinancirati. Zelo težko bi ga sfinanciral, bi mogel tukaj nekaj grant dobiti. Tako da zadeve so zelo kompleksne. Težko bi samo spodbujali. Definitivno bi bilo dobro, samo kot sem rekla, morali bi imeti razpise odprte pol, da se lahko potem nazaj prijaviš na službo. Ali pa da ti nekakšen suspens ali kaj takega. Ampak spet vprašanje tega, koga mi pustimo nazaj. Ampak jaz sem razmišljala o teh omejenih resursih v Sloveniji in sem rekla si nekaj. Definitivno vedno bodo omejeni, majhna ekonomija smo in nismo bogata ekonomija. In zato bi mogoče mogli našo raziskovalno delo tudi nekoliko bolj fokusirati. Naprimer, Avstralija ima 9 raziskovalnih prioritet, naprimer staranje prebivalstva, varovanje okolja, kibernetska varnost in tako naprej, zdravje tudi. In veliko lažje se financira projekte iz teh raziskovalnih prioritet kot katerekoli projekte. Razdrobljenost raziskav, mogoče velik del resursov lahko tudi porazgubi in ne pristanejo niti v visokih znanstvenih revijah, niti nimajo veliko učinka na ljudi. Avstralija je pa ugotovila, oziroma ta moja univerza predvsem in tudi druge, ta trend, da objavljanje v znanstvenih revijah ne more biti končni cilj dela univerze, da mora imeti univerza vpliv na družbo. In ravno zato so si te raziskovalne prioritete postavili, nacionalne, in zdaj se pogovarjamo praktično samo o tem, kakšen je naš vpliv na družbo. Ne kje smo, v kateri znanstveni reviji smo članek objavili, ampak kako smo ga diseminirali v družbo, kako smo ga vključili v politike, komu smo povedali naše izsledke in tako naprej. Treba je popularizirati znanje in se skoraj samo o tem vrtimo. Tako da to pa se mi zdi, da prvič v Sloveniji smo že kar precej močni, ravno zaradi naše majhnosti in povezani z gospodarstvom, ampak mogoče bi mogli se malo bolj sistematično usmeriti. Univerza mora biti gonilna sila ustvarjanja dobrega blagostanja na teh prioritetnih ciljih in se poveže z gospodarstvom in potem bo morda tudi lahko pretok sredstev iz gospodarstva lažji. Ja, en tak poskus tega je verjetno že bila pametna specializacija. Ne vem, koliko to poznata, ti Sergej malo verjetno poznaš v prejšnji finančni 7-letki Evropske unije, kjer so vse države mogle pripraviti nek tak nabor področij, kjer ne bi delovale. Čeprav tudi tukaj je bila spet Slovenija relativno neuspešna, so nam parkrat ta program zavrnili v Bruslju, preden smo ga končno naredili in tudi izvaja se ne ravno najbolj uspešno. Tako da tukaj, ja, se strinjam, zagotovo bi bilo treba... Razlika je mogoče v tem, da v Sloveniji ne pozna vsak raziskovalec tega, kaj so naše prioritete, tukaj pa vsak pozna, ker moraš vsak projekt napisati, ali si naslovil te prioritete ali ne. Ja, tudi verjetno so dosti širokem krogu te prioritete določili, razpravljali o njih, dočim recimo ta strategija pametne specializacije v Sloveniji se je delala v relativno ozkem krogu, tako kot ponavadi v Sloveniji, tako da za take stvari sigurno rabiš nek širok konsens ljudi, raziskovalcev, ki se bojo strinjali s takim naborom, ker če neka ozka skupina določi, je to potem zelo težko večina sprejme. Tako da tukaj se moramo navaditi tudi bolj potem poslušati en drugega, razumeti en drugega, pa tudi, ker smo na začetku govorili, sprejeti kritiko, ker vedno vsak sebe pa svoje področje vidi kot najbolj pomembno, ne pa mogoče treba kdaj pa tudi poslušati koga drugega, pa videti z druge strani. Mogoče še to, kar smo govorili o vračanju v tujino, pa mladih, tudi jaz se zelo strinjam s tem, ker ste rekla, da bi mogli biti za nekaj časa, sam sem 6 let preživel v tujini. Vemo, da na Ljubljanski univerzi imamo pogoj, da moraš za izvolitev izrednega profesorja 3 mesece preživeti na tuji univerzi. Ampak ne šteje se ti pa za to obdobje pred doktoratom. Kaj mislite o tem, bi se mogli tukaj to spremeniti? Ker meni se zdi, da je smiselno tudi, če pred doktoratom, da je to že dovolj dobra izkušnja tujine. Če si ti pol leta, 1 leto v okviru doktorskega študija v tujini, dobiš gotovo veliko znanja, ki ga lahko potem naprej izkoristiš, če greš pa potem kasneje za 3 mesece neko bližnjo fakulteto, zato ker imaš ustvarjeno družino, pa ti socialne razmere ne dopuščajo, da boš šel nekam v ZDA ali v Avstralijo, pa verjetno manjša korist od tega.
To je pa popolni no-brainer, to se pa definitivno strinjam, ja. Da bi mogel zelo fleksibilno gledati na to. In da predvsem se je pa potem malo izrodilo to, kot si rekel, da se odhaja na bližnje univerze, zato ker imaš družino in težko potem to urediš. Sploh ženske z majhnimi otroki, to je praktično nemogoče. Tako da to bi moralo biti fleksibilnejše in definitivno upoštevati ves ta čas tudi študija. Brez dvoma, mislim, se absolutno strinjam, mislim, za v tujino iti mora biti tvoj notranji drive. Sam si moraš želeti in takrat, ko je zate dober čas, da boš imel lepo izkušnjo, da boš srečen in da boš lahko dosegel, kar si želel, pa nazaj prinesel čim več. Seveda lahko pa za kasnejše potem uvedemo tudi dejansko delujoče sobotno leto, ki pa tudi problem, ki ga večina univerz v tujini ima zelo dobro delujoče, da si ti po nekaj časa lahko vzameš pol leta ali pa 1 leto premora od pedagoškega dela, pa potem bolj intenzivno delaš spet 1 leto raziskovalno. Pri nas sicer imamo to formalno urejeno, neformalno je pa to precej težko izvesti, tudi zaradi majhnega števila kadrov, zaradi nadomeščanja pedagoškega dela in podobnih zadev. Tako da tukaj bi tudi mogoče bilo za razmisliti, da bi tudi to omogočili sploh dobrim raziskovalcem, da si lahko ali na 7 let ali pač na neko obdobje vzamejo nekaj časa in grejo povezani za inštitucijo, da jih čaka pod delovno mesto, ne da bi mogli presekati vezi. Tako da hvala lepa, mislim, da smo bili kar dolgi, da smo kar par zanimivih stvari povedali. Tako da najlepša hvala, da sta se udeležila tega pogovora. Hvala za povabila. Ki bo zelo nadaljavo, moram povedati, v Sloveniji je ura 11 zvečer, v Brisbaneu 8 zjutraj, v Filadelfiji 5 popoldne, tako da je res tak zelo mednarodni pogovor. Tako da hvala lepa. Če bi imel pa kdo kakšno vprašanje z tega področja, pa mi ga seveda lahko zastavite preko Facebooka ali pa kako drugače. Hvala lepa, Sergeja in Anže. Hvala, Gregor. Najlepša hvala za vabilo. Uspeha pri tvoji kandidaturi za rektorja. Hvala. Tudi jaz. Najlepša hvala.